24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas predstavili državo, katere državljani pravijo, da so najbolj gostoljubni na svetu. Pravijo, da imajo čip v glavi, da skrbijo za vse goste, ki pridejo v njihovo državo, da pridejo iz države zadovoljni, nasmejani in pa hkrati tudi država, ki je dokazano zibelka trte. Se pravi, trta izhaja iz te države. Torej, za vas bomo danes predstavili Gruzijo. In z mano predstavnik Gruzije, ki ga mislim, da že skoraj vsi poznate, za tiste, ki ga pač ne poznate, Vladimir Bojisa. Vladimir, živijo. Pozdravljeni, pozdravljeni. Prvo vprašanje. Ja. Kaj je tebe prineslo v Slovenijo? Košarka, ljubezen do košarke, pa dobil sem ponudbo Union Olimpiji, ker enostavno nisem mogel zavrniti. Super. In potem si ugotovil, da je Slovenija v redu, lepa, si se odločil, boš tukaj ostal? Tako, ostal, tudi sem najdel ljubezen. No, lepo. Pa imam družino. Super. Ja. Veš, zakaj si danes z mano? Ja. Bom kuhal. Boš kuhal? Ja. Si veš kuhanje tako kot žoge? Ne, veš kaj, doma ženo imam, ker zelo lepo, dobro kuha. Skrbi zate? Ja, pa še hčerka zdaj začela, tako da enostavno rajši ne gremo v kuhinji. Se izogneš kuhne? Ker so boljši, Okay. Če bi bil boljši, bi šel. No. Boš povedal, kaj bomo pripravljali, v bistvu, kaj boš ti pripravil in kaj bom jaz te pomagal pripravljati? Tako, prvo bomo bova hačapuri. Ja? To jed, ker enostavno, mora biti posod. A to je rojstni dan, ali poroka, ali prideš na obisk. To je en kruh, lepinja, notri je sir. Super. In za glavno jed? Glavna jed bo sacivi. Ponovadi to naredimo iz puranja, puranje meso. Mi da bo danes piščanca uporabljala. Pa to orehi. Pol dodaš tudi korozno moko, pa to kuhaš, pa to je dosti komplicirana zadeva, tako da bova malo poenostavila zadevo, tako da bo... Torej, prvo bo piščanca. Prepuščam Ti si prinesel na svojo marinado iz Gruzije. Moram povedati našim gledalcem, da je to... Adžika drugače. Ja, je v bistvu pasta iz mlete paprike, iz paradižnikov sušenih, česen je noter, koriander je noter, poper, koper, sol in pa olje. Tako da je v bistvu marinade lahko tudi doma sami naredite. Po želji, ta je pikantna, lahko naredite ali tudi nepikantno. Vladimir, medtem ko bom jaz mariniral piščanca, a boš ti kar naredil testo za hačapuri? Ja. Za hačapuri potrebujemo 500 g moke, 100 g feta sira, 100 g kozjega sira, 100 g mocarele, 2 dl jogurta, en zavitek suhega kvasa, 2 jajci, 2 žlici masla in sol. Recept najdete na ave.si. Torej, ti boš kar pripravil testo? Testo za to hačapuri. V redu. Približno 3 kozarca moke. Sem že dal. Pol žlički sladkorja. Pa še soli isto. Nekaj sem te hotel vprašati. Ja, povej. Da mi povej, kako je z maščobo, z olji pri vas? Porabite kakšno maščobo? Da ne porabljamo toliko olja sploh. Kaj pa uporabljate? Dosti tega masla, če kaj pečemo pa to. Samo dosti tako, a ne začimb veliko. Veliko tudi oreha. To sem prebral, da ste ljubitelji orehov, da v bistvu ni jedi praktično pri vas dobre, ki ne bi imela orehov. Pa tudi danes za to verjetno, to ni naključje, tudi da narediva tudi z orehi. No, super. Za sacivi potrebujemo celega piščanca, 200 g orehov, za marinado sol, poper, mleto papriko, paradižnikovo mezgo, koriander in žafraniko. Recept najdete na ave.si.
boš kar zamesil za hačapuri. Ja, pol še dodam jogurt, približno tudi tak kozarc isto, mogoče malo manj, pol kozarca. To dam not. In to bomo midva na ponvici, v bistvu bova nadevala jih, ne, z sirom. Ja, In potem jih bova na ponvici ja, pol spekla. še malo tukaj sir, to 3 tipa sira. Ponovadi mi v Gruziji imamo en sir, bi rekel bolj podoben feta siru, ampak dosti masten, pa tudi kdaj spečeš to hačapuri, tako dosti raztegljiv rata ta sira, ne, da je vroč. In nekako kombinacijo zdaj smo našli, da ta 3 sira, če zmešaš skupaj, bolj podobno našemu. Pa si najdel nekakšne identične sestavine v Sloveniji? Ali si malo Je, ampak kombiniral? spet rajši sem na tem. No. Tale marinada, moram povedati, diši. Fenomenalno. Še mislim, tudi moje roke so že vse rdeče. Mislim, da v piščancu tudi povzel tako lepo barvo. Upam. Jaz sem dal piščanca kar peč. Zraven piščanca bova ponudila orehovo omako, jo bo pol tudi pripravila skupaj. Ja, to pa ponovadi ne vem, ali pol piščanca damo direkt not v orehovo omako ali sproti na krožnik damo kos piščanca, pa pol polivamo z omako. Piščanca bova pekla koliko časa? Bližno 45 minut, 1 uro, ne? Tako, To je pa to, da po bo pečen. občutku, ja, Po to, da je občutku. pečen. Pa še eno jajce. Jajce pa kvas. No, To. jaz ti bom pa ta čas pomagal kar orehe nasekljati za sacili. Ja. V redu. Pa še česen bova rabila. Česen boš uporabil za kaj? Za sacivi isto, zraven orehi, da to zmešamo. Mi boš povedal, prej sva najavila kot deželo prve vinske trte. Ja. Pa imaš rad vino? Mislim, uživaš Sem športnik, kot veš, hedonistično. športnik sem, ne sprašujem. Če kak Gruzijec bo gledal, bo rekel, kak sem Gruzijec, če ne maram vina. Gledamo to skozi oči hrane, vedno paše kozarec vina ob dobri hrani. Zdaj, če ste dobri gostoljubneži, potem pomeni, da date tudi to je vino. posod, vino mora biti to prva stvar. Vidim, da se učiš, da se to gnezd. Ja, veš kaj, to je tako, no, mene to ni všeč, če po resnici povemo, ne, ampak na koncu rata. To v Gruziji tako tole testo skozi rokami. Kaj si predstavljaš, če bi mogel to narediti za 100 ljudi? Dobro, zato nisem kuhal. Ampak vseeno igraš za ljudstvo, ne? Ja. Hodijo te gledati, navijati, Tako. ne? To je tako, kot v kuhinji, veš, delaš za druge, ne? Daj mi nekaj povej. Ja. V Sloveniji imamo Evropsko prvenstvo zdaj. Bili ste v prejšnjem Evropskem prvenstvu prvič kot Gruzijci na takem velikem tekmovanju. Ja. In ste igrali v skupini Slovenijo. Ja, In letos isto. Kaj pa misliš s tvojo ekipo? Do kje? Moja. Ja, Gruzija ali Slovenija? Gruzija. Mislim, da bo velik uspeh, če samo pridemo v naslednji krog iz skupine. Še eno zadnje vprašanje v košarki. Kaj je te pomenila Union Olimpija? V bistvu, kaj ti še vedno kaj pomeni? Vse. Jaz tudi otroka tako učim, kje je najlepša barva zelena. Zelena. A veš, kje je klub? Olimpija, veš. Tako da v Olimpiji sem res, v Ljubljani pa v Olimpiji, to so bili najboljši časi moji. In v karieri, in v življenju. Jaz se moram povedati, da sem tudi jaz takrat hodil na košarko še, tako da se spomnim. Res je bila, tukaj je bila še prisotna euforija, ne, ker smo res smo bili tudi dobri, predvsem se pa za klub borili, ne. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Torej, Vladimir, za hačapuri sva testo dala počivati. Pol uri, 40 minut približno. To, da je začel počasi vzhajati. Ja. Ti boš naredil hlebčke iz njega, ne? Ja. Za lepljenje. Ja. Jaz ti bom pa pripravil maso. Tako, nadev. Kombinacijo 3 sirov. Ja, pa jajce še. Ja, sirni tris z jajcem. Tako. Mi da smo pripravili tole 3 različne sire. Ja. To smo dali ribano mozzarelo. To bova dala samo za volumen, ne? Ja, tako da malo bolj raztegljiv ta... In tukaj imamo feta sir.
in tole je kozji Kozi sir. mlad sir naj bi bil. Ne? Mi da bomo to naredili tako kot nadev za pito, se pravi, bomo tole samo z vilicom ali z drobo. Ne? Ja. Jaz sem ti pripravil tole maso, Ja. bo kaj posolijo. Ne. Mislim, da ni treba, ker je feta Ne. sir sama po sebi dosti slana. Ja, Ne? ne. V redu? Zdaj se bom jaz malo izkazal enega gostitelja, Ja, pa ti bom nekaj dal za probat. prosim. Ta čas, ko boš ti tole delal, bom jaz nekaj pripravil. In sicer vem, da ste vi tudi znani po suhomesnatih izdelkih. Ne? Imate kar dosti tega. Imamo, ampak spet večina, če po resnici te povem, v Sloveniji pojem tega kot v Gruziji. A res? Ja. Super. Imam danes nekaj zate. Sicer mursko šunko. Reda. Bova poskusila. Šunke A? vedno v redu, ja. Šunka je vedno dobra. Vedno. Veš, vedno mi to dela probleme na začetku, ne? In potem obupam in vzamem nož. Ja, veš, ker nočeš dati, a veš, zato te problemi delajo. Ja, to. Očitno nisem dober gostitelj. A v Gruziji tega ne zgodilo bi, veš. Se ne bi zgodilo tega, ne, da ne. Ne. Pri nas je, veš kaj pri nas, že odprto. A je že? Ja, že odprto, a veš. Kakšno vino bi ponudil recimo ti v Gruziji, takole ob temu? Temo, Ne bi ga ponudil, ne bi imel časa. saperavi. To je belo rdeče. Rdečo, Rdečo. suho vino, tudi zdaj zelo dostopno tudi v Sloveniji. Lepinje čakajo. Zdaj, tako, no, ni najtežji del, ampak to je spet spletnost rok, kako sir daješ not, no. Prebral sem zgodovino teh žepkov. To so se včasih pekel v peči in so v sabo nosili potem na pot. Ja, dost časa zdrži, pa ne pokvari se. Ne. Da je v bistvu, ko so potovali še s konji, dolge poti, da jim je bila to v bistvu hrana. Ne? Pa tudi uporabljamo, vsaj jaz, pa dost Gruzijcev, to kot kruh. Ne, Dosti dober kruh mora biti tole. Ja. Veš kaj, to bi tudi, a ne že prišlo, ne to, ker ni v redu, da čaka, ne to sproti moraš. Ti dam kar maščobo gor. Ja, maslo, ampak čist malo, a veš. A ne bova pretiravali. Ne, še manj, polovico še tega. Zdravo življenje. Ja, ne vem, tako so me naučili, veš. Jaz sem pa naredil omako iz orehov. Sva rekla, približno 2 deci vode bova uporabila, jo bova zavrela. Ja. Tukaj sem jaz že orehe nasekljal. Uporabil bom za omako 1/3 grobo nasekljanih, druge 2/3 bom pa v multipraktiku zmiksal, da bo ratala bolj kremasta omaka. Dodali bomo še česen v omako. Pa kaj sva še rekla? Pa res sem videl na tvojo spet neko avtohtono začimbo za tole. Spet to je mešanica enih rastlin, hmeli suneli, ne vem, po gruzijsko zdaj niti prevod ne obstaja, ne, tako da. Ampak to je ena v nos pa je rjaja, šla. ena žlica, a ne. Meni čist neznan okus, von pa tudi. Tako se rekla, mora tole počasi potem vreti, ne? Ja, ne, zdaj pa to daj v stran, a ne pa počakaj malo, sorry. Nisem te dobro razložil, vidiš mojo. In kaj zdaj, ko sem tole smidol? Ja, naj ohladi se, a ne, a veš. Pol pa? Pol pa, to je treba bolj drobno, a veš, to prej grobo imaš. Sva rekla, 1/3 bova jih dala takih, pa 2/3 bova zmiksala. Jaz bi vse zmiksal. Vse? No. Jaz bi vse. Pa se ne bo lepše, se bo takole malo videl. Ti si šef. Zanimiv tole zgleda. Koliko časa boš tole pekel? Čist malo, to minuta, 2, pa obrnem. Veš, problem je to, a ne, da če ne znaš dobro, včasih nastane, veš, ta luknja, a ne, pa malo sir. Steče ven. Steče ven, ampak to ni problema, ne. Dobrote ne smejo ven steči. A, ne. Moš jih not zadržati. Vse kaj steče, poješ. Bo v redu. Ja, čebulo tudi. A? Čebulo, česen. Česen bova kar not, bova posebej zmiksala. A ga bova kar tukaj Ne, noter? skupaj s tem. Skupaj? Ja. Škaj bova mi da raje takole naredila, da ne bova mi da preveč tole zmiksala. Ja. A takole. Tudi tale safrana si dal not. Zdaj le bova dala. Ja. Rekel si žafraniko. Ja, čist malo, eno žlico. Jaz sem ta pravi žafran. Je v redu? V redu. A?
drag kot žafran, veš, je še pakiran, tako kot mora biti. Ja? Pravi, da so se včasih vojne začele zaradi žafrana. Lej. Ja, to, super. Pa dost. Pa zdaj mogoče celo zmiksati. Aha, nazaj. Ja. Si prej razlagal, da v bistvu vi v Gruziji jeste, praktično pri vsaki jedi lahko uporabljaš, ne, to omako. Ne samo pri piščancu, pri katerem bomo to mi zdaj to uporabljali. na mizi vedno, a ne spet, če kak rojstni dan, kaka poroka, ne vem, obletnica. To je na mizi vedno ta omaka, pa njo uporabljam, ne vem, veš, tudi zraven hačapurija, zraven vsakega mesa. Pa dosti jedi, tako predjedi, zelenjavo, dostkrat mešajo oreh. Ne to omako, ampak orehi prisotni posotno. Zdaj lahko dava to sploh še malo zmiksati, da res rata krema. Tako, Takole. v redu je, v redu. Pa še malo vode, ne? Mogoče, ja. Že barva mi je všeč, po resnici te povem. Aha, je. Je, res. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Kako je igrati za reprezentanco, pa kako je igrati za klub? Kje so večje emocije? In tam želiš odigrati najboljše. No. Zdaj, v klubu mislim, da več pritiska. No. Pritiska tako finančno. To sem hotel vprašati, ker eni pravijo, ne, da emocije so povezane z denarjem. Ja. V reprezentanci nikoli ne dobiš, igraš za prestiž. Tako, za prestiž, za državo, a ne, dosti jih ne razume, ker košarka spet specifični šport, a ne, ker za državo igraš takrat, ker bi mogel imeti počitnici, a veš. Mi igramo 10 mesecev v klubu, pa poletje ponovadi imamo reprezentanco, a ne, pa ljudje čudijo se, kako ta pa ta drugi igralec ni odzval, a ne. Spet vsak igralec, ki je pride igrati za reprezentanco, res pride zaradi tega, ker to njegova država, pa igra s srcem, a ne. Mislim, da bi prosil te, da... Ampak to bi te lahko jaz naučil, veš? Ja, ajde. Tako, a veš, da delaš nekaj za to, a veš, Vidiš? da ne sediš. Si videl? Videl. A ti ga dam nazaj, boš enkrat ti Ne, v redu je, v redu je. Jaz sicer pogrešam tukaj še sol. Sol. Pa dodaj. A je lahko? Ja, eno žlico soli mu. Eno žlico soli, ja. Ja. Jaz sem pa zdaj kar piščanca ven vzel. Ker mislim, da je pa že kar proti koncu. In? Kaj A praviš, diši? Diši, ampak zgleda tudi dobro, veš, ne samo da diši v redu. Jaz sem mu kar lepo leti malo sposodil. Ja. Leto, poslušaj. Pec. Čekaj mikrofon. Daj, da bojo slišali. Aha. Aj ga pustijo, da se malo hladi. Pusti ga, se hladim. Pa ga bova pol razrezala. Pa bova kar v bistvu ga uporabljala v isti posodi. Ja. Aj, pri vas tudi se vsi usedete za mizo in jemljete z istih posod, si jemljete na krožnike. Tako, vsak ima svoj krožnik, ampak ta glavna jed Kar hodi ponovadi na okoli. sredini, ja, pa tako hodi. Veš, Ja. to, da glavna jed na sredini, to je supra, a ne to kao miza že polna hrane. Pa za vsakaj supra sedi tako na sredini, to je tamada. Ti ne smeš niti enega kozarca spiti, če on ne spi, a ne. In to zdaj, če... Kapo di banda. Ja, tako je. In če prideš k meni na obisk, a ne, prvo, ne vem, nekdo vstani pa pove, naj spijemo za njega, ne vem. Uroš, ti si tamada, naj vsi spijemo za Uroša, naj današnji dan bo on vodil, a ne, pa mi bomo njega spremljali. In vsi vstanejo na nogi, moški, pa spijemo za Uroša. Pa ti začneš ponovadi, če si pri meni v družini ta tamada, moraš piti zame pa za mojo družino. Pa gre ženski, pa gre ljubezen, pa gre otroci, pa ne vem... Pa zmanjka flaš. Ne, nikoli ne zmašta, ni flaš. Ja, vsakič to traja do, ne zavesi, to tudi
velikrat omenjajo ljudje, ker niso z nami, ampak bi radi bili z nami, a ne. Tako da... To je obljubljena dežela za Slovence. Glih en prijatelj je bil v Gruziji zdaj, a veš, pa sem njega opozoril, kaj je to Supra, kaj je to Tamada. In prvi dan napisal mi je message, prvi dan po tej Supri, napisal tako: Vladimir, mogoče nisem bil pripravljen za Gruzijo, ampak sem bil rojen za njo. Tako da, a veš, prvič, kaj je šel ta moj prijatelj Slovenc v Gruzijo, prvi dan mi je napisal ta message. Tako da... Se pravi, da je to dežela za Slovence. Vidiš, da je. Jaz sem tole omako zdaj kar odlil. Veš kaj, pa še granatovo jabolko bi mogli malo soka not dati. A v orehe? V orehi, tako. Kaj pa drugače, kulinarika? Kaj še jeste? Recimo, kaj je najbolj značilna jed, poleg tega hačapurija pa sacivija? Hinkali, to ti je isto, no, mislim, da vsakemu takoj prvi dan to ponuje. To je nekako testo, pa noter mleto meso s svojimi začimbami. To ne vem, ravioli z mesom ali mogoče Kitajci, kaj imajo, a veš. Žlikrofi. Tako, ja. Ampak dost večji, malo močnejši začimbe not. To dost znano, hinkali. Še dost imamo teh na žaru. Kaj neznačilno, mislim, da to je riba, no. Aha. Ribo res zelo malo krat tako vidiš nekje v Tbilisiju, v neki restauraciji, pa to zelo težko dobiš eno dobro ribo. Granatno jabolko sva rekla. Ja. Ej, pa samo takole ga zarezala. Ja. Ja, tako. Evo. Zakaj nisi na pol dal? Ne smeš, nikoli. Zakaj? Zato, ker ne. Vidiš. Ja, super. Prav odlično. Povem, ja, bil jaz dober za gruzijsko kuhinjo. kulinariko. Seveda. No, evo. Če jaz lahko igram v Španiji, v Italiji in Grčiji, lahko tudi ti v Gruziji, a ne? Košarka je univerzalna. Ja, veš, isto kuhanje, a ne? Vaja dela mojster. Ja, res je. Tole zgleda tako fenomenalno. Tole na prvi pogled te spominja na burek. Ja, pa tudi dosti jih povejo nam. Kako to lepo diši. Lepo, ratalo mi, veš. Nič čudenega, da ste lahko taki gostoljubneži, pa gostitelji, no, po vsej tej hrani. Mislim, da ponovadi tako statistika, a ne, tako en teden 3-4 kilograma. A deno? Ja, če ti zdaj prideš v Gruzijo. To so rekli včasih za Belgijo. Ja, no, zdaj ne velja več za Belgijo, za Gruzijo. Za Gruzijo tudi. To je to. Ja. Kaj sem pozabila? Vido. Tako je. Izvoli. Hvala. Rad bi se ti zahvalil, Ja. ker si bil moj izjemen gost. Veliko si naredil ti, v bistvu si naredil več kot jaz, tako da resnično hvala za lepo izkušnjo, predvsem za nov pogled na Gruzijo. Jaz upam, da bom imel enkrat šanso iti res pogledati to. No, zdaj boš probal, pa boš zaželel več, a ne? Ja, zdaj pa bi prosil, če še ti našim gledalcem poveš po gruzijsko, kako se reče, dober tek in jih tudi povabiš. Ne, prvo povem Gagvi Marđos, a ne, to je na zdravje. Na zdravje. Ne. Mi nimamo te kulture, a ne, da gledaš, a ne, tako. A ne? Ja, lahko tako, veš, predaš, čim hitreje spiješ, a veš, pa ne tako, a ne. Pa dober tek, pa gamus, a ne, to dve. Gamus. Ja, Gamus. zelo enostavni, Gagvi Marđos in gamus. Torej, dragi gledalci, secivi, hačapuri za vas. Gamus. Pa zelo veselilo tudi mene, a ne, da bi kako probal pokazati, upam, da sem izkazal v dobri luči, a ne, da niso razočarani zdaj, a ne. Zaenkrat se je izkazal v lepi luči, v dobri bo pa zdaj videla. Zdravje. Gagvi Marđos. Na zdravje. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013.
Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše.